ljubitelji drame, lepo pozdravljeni. Že čez 10 dni se namreč začenjamo seliti, kar pomeni, da se bomo prvič v zgodovini našega gledališča iz te stavbe podali v začasne prostore, kjer bomo delovali vse do takrat, ko se bomo lahko vrnili v dramo. Kot vidite, so na odru že postavljene tudi škatle, tako da veste, da mislimo zares. Dejansko ni bilo jasno, kje in ali bo drama sploh lahko delovala v času, ko se bo matična stavba prenavljala. Smo z velikim olajšanjem pozdravili odločitev, da se selimo v Litostroj, v stavbo, ki je znana pod imenom L56. Prva premiera velikega odra ljubljanske drame na novi lokaciji bodo Otroci sonca. Naši Otroci sonca so postali z minevanjem časa živi prijatelji v ujetništvu, ki se ga ne zavedajo. Ko znova prebiramo besedila Gorkega, najdemo v njih kot stalni motiv neko Evropo, ki še zmeraj ne razume same sebe. Res se nekaj dogaja, pa kaj za to? Nič resnega, si mislijo Otroci sonca. Tipični odgovor družbe, ki ji ne uspe dojeti nevarnosti, ker se ji ne uspe spremeniti. Premiera Otrok sonca bo konec septembra 2024 na velikem odru. Kapitala bogatih in moči kapitalizma. To so osrednje teme predstave, o kateri lahko rečemo, da bo sama povečevalno steklo za paradoksno situacijo sodobnega človeka. S prvo premiero male drame se bomo spraševali, kaj vse izgubimo v želji, da bi imeli več. Francoski pisatelj Georges Perec bil je član eksperimentalne skupine matematikov in občasnih literatov ter literatov in občasnih matematikov. Kontrast med logorejo in grozljivo tišino vsakdanjosti v pisarni. Drugo premiero velikega odra bo režirala Ivana Džilas, ki jo skozi uprizarjanje besedila v industrijski hali namesto v pozlačeni italijanski škatli zanima gledališko konvencijo uprizarjati na nekonvencionalen način. Kultna komedija Hrup za odrom spremlja nastajanje in izvedbo gledališke uprizoritve. Zato bo uprizoritev svojevrsten poklon preteklosti, svetu brez mobitelov in interneta. Uprizoritev želi biti zasnovana kot recikliranje obstoječe drame. Izprijena občinska svetnika in deželna poslanca Grozd in Gruden si pod pretvezo dela za narodov blagor vsak zase prizadevata, da bi pridobila na svojo stran bogataša Gornika. Založnik je presodil, da bi bilo treba besedilo omiliti, vendar je na Cankarjevo vztrajanje išlo nespremenjeno in povzročilo precejšnje razburjenje. Bralci so iskali resnične osebe, po katerih naj bi bile oblikovane dramske, čeprav Cankar izrecno ni nameraval smešiti konkretnih ljudi ali političnih nazorov. A bi današnja slovenska družbeno-politična elita preživela njegov strupeni pogled? Satira bo zaživela kot prva premiera v novem letu na velikem odru sredi januarja 2025 v režiji Vita Tauferja. Je prav ali ne, da družba nudi smrt kot legitimno zdravljenje nekaterih oblik trpljenja ali naveličanja? Vseh teh vprašanj se loti drama Bog. Letos pa bomo o vprašanju predvidoma odločali tudi na referendumu. Saj je bil leta 2023 vložen predlog zakona, ki bi legaliziral določene oblike evtanazije ali sodelovanja pri samomoru. Uprizoritev nastaja po prevodu Mojce Kranjc, režiral pa jo bo Peter Petkovšek. Konec marca se bo zgodila prva koprodukcija drame in SNG Opera in Balet Ljubljana. Edinstvena zmes dramskega in glasbenega gledališča. Je nenavadna in polna nepričakovanih srečanj, ob katerih se lahko zazdi, da je nastala po naključju. Najslavnejša pesem, uvodni moritat o Mekiju nožu, je nastala šele na zahtevo glavnega igralca. In premiera se je razvila v enega največjih uspehov v gledališču preteklega stoletja. Opero Za 3 groše,
so uprizarjali pogosto in povsod. Malo da ne z vsako generacijo izrazitih igralcev, ki lahko pojejo vajla. Ti smo v drami tudi danes. Tramvaj poželenje Tennesseeja Williamsa je klasika, ki razpira konflikt dveh svetov. Zakaj je primitivnost vedno močnejša od subtilnega? Zakaj nasilje na koncu vedno zmaga? Morda najpomembnejše so teme duševnega zdravja ter problematika spolnih zlorab in nasilja. Uprizoritev bo premiera doživela aprila 2025, režirala pa jo bo Nina Šorak. Za tem navidez banalnim naslovom se skriva zelo aktualna igra, naslonjena na komedijo Arturja Šniclerja Profesor Bernhardi iz leta 1912. Ajk v grobih potezah povzema Šniclerjevo zasnovo. Tudi ona postane tarča medijske gonje, tudi ona je na koncu ob dober glas in ne sme več opravljati poklica. Ni naključje, da je Ajk umestil dogajanje na kliniko za Alzheimerjevo bolezen. V celoti gledano je Zdravnica vznemirljiva politična in družbeno kritična igra, ki ni po desetletjih od Šniclerjevega časa niti malo manj aktualna in eksplozivna. Najlepše se zahvaljujemo, da ste prišli. Upam, da se v čim večjem številu vidimo tam in da boste tam zadovoljni, da boste z veseljem gledali naše predstave. Hvala.